In danes že prižigava četrto svečo. Ja. Še malo pa bo praznik, čeprav danes je prvi zimski dan in najdaljša noč, ampak midva ne bova o tem, pač pa bova govorila o čem. Komu je namenjena četrta svečka, ne? Tako. Ko si rekla najdaljša noč, ne? To je tisti čas, ko se zdi, kakor da sonce za 3 dni obstane, ne? In takrat so pomagali na raznolike načine, ne? Tudi da so prižigali svetlobo, plamene, ognjičke, da bi dali soncu moč, da bi se prebudilo, da bi ostalo. In potem 25. decembra, ne, je sonce zopet zmagovito. Naj bo zmagovita tudi ljubezen v odnosu do tistih, ki bi bili sicer pozabljeni, do osamljenih, kakorkoli trpečih. Ne samo navzven, ne, tudi tukaj je potrebno lajšati stisko in bolečino, ampak tudi v globini srca. Ne. Čustvena osamljenost je huda reč. Ne. V zadnjem času sem poslušal kar nekaj strokovnjakov za imunologijo, ki so govorili, da je pa najslabša žalost povezana z osamljenostjo. Da to je pa nekaj takega, kar pravzaprav kar samo po sebi prebuja bolestno čutenje. Ne samo kot tesnobo, ampak dejansko lahko povzroči tudi fizično bolezen. Ne? In zato četrta svečka. Komu bom prinesel lučko v temino njegovega doživljanja? Ne? Potrebno je odpreti srce. Srce naj ne bo kot kamen. Jaz sem tukaj prinesel en kamen, ne, ki pa ima posebno lastnost. Ne. Ta kamen se odpre in v notrini kamna je kristal. Je nekaj svetlega. Je nekaj, kar najde odsev, kar odseva k tistim, ki ta kristal gledajo. Ne. Ježek, to se pogosto spomnim, je rekel, če ne odpreš srca, če ostane tvoje srce kot zaprt kamen, potem ne more stopiti k tebi gospa sreča. Šele ko ti odpreš srce, ne, takrat lahko ne samo da daš, ampak takrat lahko gospa sreča napolni tudi tvojo notranjo resničnost. Ne. To vemo, da so že naši predniki zelo poudarjali, oziroma pogosto slišimo tudi danes ljudi, ki rečejo, ko naredim nekomu dobro, potem je meni tudi zelo dobro. Ne. Odpreti srce. Komu odpreti srce? Ni nam potrebno pomagati celemu svetu. Ne. Ampak sami vemo, da si ob določeni stiski človeka, lahko tudi živali, ne, posebej nagovorjen, na nek način te gane, kakor da bi ta stiska poklicala na tvoje srce. Ne. In takrat, ko te pokliče ljubezen, moraš odpreti srce, moraš odpreti svojo ljubezen k tistemu, ki jo potrebuje. Naše stare ljudske pripovedi govorijo, kako sta Jezus in sveti Peter hodila po naši deželi in trkala na vrata, ne. Ampak ne kot Jezus in Peter, ampak kot berač, kot sirota, kot beračica. In tisti, ki so odprli vrata svojega srca in nudili zavetje, ogreli prezeblost določenega reveža, ali čustveno, ali tudi fizično, ne, tisti so dobili potem bogastvo, so bili bogatejši, so dobili tisti žegen, ne, ki pride od svetega na ta svet. Ker ko narediš dobro bližnjemu, si naredil največje dobro samemu sebi in svoji družini. Ko si odprl vrata stiski, si pravzaprav odprl vrata žegnu, si odprl vrata nečemu dobremu. To je tisti, lahko rečemo, božični blagoslov tudi, ne? Novoletni blagoslov, trikraljevski blagoslov. To je tista blagost, ne? Ki bo zavela med vami,
tista milina, ki bo zavela med vami. To so naši predniki rekli, ne? Blagost, blagoslov, milina, milost. Ne? Večkrat sem razmišljal v zadnjih letih, ne? Zdelo se mi je kakor, da Bog, pa si ga lahko predstavljate kakorkoli, ustvarja v človeštvu neko socialno mrežo. Kot sem rekel prej, ni potrebno rešiti vseh, ampak tisti višji, tista ljubezen, pisano z veliko, računa nate samo v določenih situacijah, mogoče samo v enemu človeku, ne? Mogoče samo v 2, 3, da boš odgovoril na klic ljubezni, da ne boš pretrgal te socialne mreže, ne? Ker da je vzpostavljena sočutna človečnost, zate so pomembni 3, sta pomembna 2 ali morda samo 1. In takrat, ne, ko si notranje zaznal, ko doživiš notranji vzgib, je zelo pomembno, da na ta vzgib odgovoriš. In si tista lučka v času in prostoru, ki je na nek način še prav posebej pomembna za določene ljudi. In nazadnje, tudi vsak izmed nas rabi lučko. Ne? Tudi mi smo v tej socialni mreži, drug drugemu dajemo, drug od drugega sprejemamo. Ni samo nekdo, ki bi dajal in drugi samo sprejemal, ampak je pravzaprav vse prepleteno. Ne? Ko nekdo, ki ima veliko navzven, da od tega navzven nekomu, ki nima, dobi bogatstvo navznoter, je bogatejši v sebi, je plemenitejši človek, postane človek z dodano vrednostjo. Ne? In je pomembno, da smo ljudje z dodano vrednostjo, da se podarimo drug drugemu v to sočutno pozornost. Kot sva rekla, če je potrebno tudi s kakšno zunanjo pomočjo, predvsem pa ne pozabiti na srčnost in ne pozabiti na najbližje, ker so pogosto prav ti spregledani iz obnebja naše sočutnosti, ker se nam zdi, ja, se oni pa tako vejo, da jih imam rad. Ja, oni rabijo tvoj čas. Ne? Čas meri, koliko smo drug drugemu dragoceni. Čas prisotnosti meri, koliko smo drug drugemu dragoceni. Koliko se podarjamo drug drugemu v tej, bi rekel, osebni resničnosti. Ne? Za praznike si ponovadi izročimo darila, ne? Ampak največji dar smo mi drug drugemu. Ne? Ko bomo pogledali v jaslice, bomo videli, Jezus ni prinesel s seboj nobenega paketa, prinesel je samo sebe, kot svetega, kot tistega, ki svetli, ki prinaša mir in blagost človeku in človeštvu. In to je tudi naše poslanstvo v tem predbožičnem času, v prazničnem času in seveda v vseh dneh, ki nam bodo sledili.